četrtem webinarju Mladinske knjige, tokrat s gostom iz Ozadja, doktorjem Repetom, mislim, da ga vsi poznate, ali pa mnogi poznate, da se predstavljati. Človeku, ki res veliko ve o temi, ki nas žuli, to slišim iz pogovora v šolah, tema, ki je ta včasih malo marno obravnavana, je imela tak prizvok ne preveč geografske teme, hkrati pa seveda zelo pomembna tema. In veliko veselje mi je, da bomo skupaj z njim lahko razrešili nekatere dileme, stereotipe, mogoče stare poglede na to tematiko, kajti Blaž nam je pomagal pri odkrivanju novih pogledov na to temo in vsem tem nam bo temeljito povedal, kako jaz končam. Jaz sem vam pa želel samo prikazati, pa podeliti z vami ta PowerPoint, da vidite, v katerih zadevah je doktor zraven. Pri geografiji ena je soavtor, pač tematiko, ki je najpozneje pisal on. Pri geografiji družboslovje za strokovne šole je tudi soavtor pri tej tematiki. Pri novem atlasu sveta je seveda dal svoje pri tej tematiki. Pri ostalih dveh učbenikih je bil tako drugače v veliko pomoč, vsakič, ko smo ga vprašali razliko med suho in nizkotravno slepo savano, med zimzelenim rastlinstvom, vedno zelenim rastlinstvom in skrajšam vse, kar je mogoče še vedno malo odprto, nam probal razložiti in pojasniti. In upam, da bo tudi pri nastajajočem učbeniku za Slovenije tudi nekaj malega povedal o tej tematiki, pa v ravno nastaja prišlo Irma Potočnik-Slavič. Tako da bom kar hiter nehal in vabim kolega Repeta v eter in vsa vprašanja, ki jih imate za nas, za mene, za njega, lahko mirno postaviti v zadnji odpeti, ki se imamo vprašanje pozarjala, ki bom povedala. Vprašajte, karkoli želite. Kolega je pristopil v avtorstvu pod pogojem, da piše tako, kot on želi pisati, kot on vidi tematiko in ne tako, kot je bila do takrat napisana, ali pa kot smo mi mislili, da mora biti, ali pa smo imeli predstave, da naj bi bila še mogoče iz časa Lorenčaka, seveda. In pa na vkljub nekaterim zapisom, ki so še takrat ali bili, ali pa so še v artiklu, ki so se nam zdeli pravzaprav malo sveti in vsem tem kolega Blaž Repe. Jaz sem eden od predavateljev na oddelku za geografijo. Poleg celega kupa drugih predmetov sem zadolžen tudi za geografijo prsti in pa rastlinstva, torej pedo in biogeografijo. Žal pač moram povedati, da z področja geografije živalstva oziroma zoogeografije nisem ravno najbolj usposobljen. So pa to tematike, ki si jih geografi kot take lastimo, smatramo, da smo za njih zadolženi in smo v nekem smislu kar precej užaljeni, če nam jih kakšne druge vede, kot so recimo biologija, kemija, ekologija, potem skuša odvzeti, pa ne samo zato, ker gre za ure, ampak zato, ker si te vsebine smatramo, da so naše in da jih nekako smo dolžni mi predstavljati, ker to sodi v sklop geografskega proučevanja. Da pa lahko to uspešno naredimo v sklopu geografije, je potrebna, s tem se jaz več kot strinjam, potrebna določena stopnja poenostavitve. Poenostavljene in geografiji prilagojene tematike šele omogočajo uspešno in ustrezno predstavitev problemov na način, kot jih obravnava geografija. Zgodi pa se, da to poenostavitev naredimo do te mere, da smo včasih
včasih samo izpademo, včasih pa res to naredimo malce nestrokovno in nam vede, ki so sorodne in proučujejo enake ali podobne ali sorodne tematike veliko bolj podrobno, se nam kar malce posmehujejo, češ vi geografi, ki tako nimate pojma, pa samo malo na osnovnošolskem nivoju nekaj po svoje govorite. Ne? Za primer sem dal profesorja Marjana Klemenčiča, ki je še meni kot študentu izrekel znani stavek, saj nam je bil znan, da je geografija površna veda o površju. Ta površnost ima več pomenov izrazito pozitivnega, torej tistega, kjer zaradi poenostavitve celotnega pogleda smo geografi sposobni vidimo gozd kot celoto in ne samo posamezna drevesa. In to je absolutno naša prednost in zato še enkrat neka poenostavitev ali posplošitev problematike, ki jo obravnavamo, je nujno potrebna. Kot rečeno, površnost ima pa tudi izrazito negativen pomen, torej da nekatere tematike obravnavamo premalo natančno ali če pa temu še celo nestrokovno. In še celo gremo tako daleč, da seveda, kar smo se naučili enkrat v preteklosti, se potem teh recimo slabe navade ali tega, kar smo se, tudi če so se vmes znanja spremenila, dopolnila, da se jih potem težko odvadimo. Ne? In to je vidno marsikdaj tudi v nekaterih izmed učbenikov. Zelo bi bilo nenavadno, da bi danes še vedno učili, da je Zemlja okrogla, da je Zemlja ravna in je to v nekem smislu nesprejemljivo, tako kot je uporaba izraza upadni kot sončnih žarkov pri obravnavi podnebja in vegetacijskih pasov, da z odvisnostjo od geografske širine upadni kot od ekvatorja proti polom se manjša, ker je na ekvatorju 90 stopinj, na polih je pa toliko manj. Ta trditev seveda fizikalno ni ustrezna, ker je upadni kot tisti kot, ki je med pravokotnico, torej navpičnico, in samim potekom žarkov, kar pomeni, da je na ekvatorju seveda ta upadni kot nič in potem proti poloma narašča. Zdaj, ali se uporablja kot, pod katerim padajo sončevi žarki na površino, Zemljino površino, potem je seveda to v redu. Upadni kot in naša, recimo temu mantra, da pač ta kot se od ekvatorja proti polom manjša, pa pač ni ustrezna. Povedal sem še primer za zimzelenost. Večina od nas je vsaj do nedavnega ali še uporablja izraz zimzelen v povezavi z rastlinami, ki so preko celega leta zeleni. Kot je med listavci tule prikazan hrast črnika, ki je sredozemska rastlina, in kot so naši vsi iglavci z izjemo macesta, ki v zimskem času ne odvržejo iglic. Izraz zimzelenost je za ta primer neustrezen. Zimzelene so tiste rastline, ki uspevajo v podrasti predvsem listopadnih gozdov in ozelenijo že v času zime. So lahko tudi preko celotne zime zelene, zato izraz zimzelene, in v zimskem času vršijo fotosintezo, saj drevesa in grmi, ki rastejo nad njimi, nimajo listov in zato so na tleh bistveno boljše svetlobne razmere, kot pa preko vegetacijske dobe, ko se drevesa in grmi olistajo. Večina teh rastlin v vegetacijski dobi sploh ni prisotna, kot na primer zvonček. Vzcveti že v zimskem času, tudi ozeleni in potem kasneje v glavnem takšne rastline propadajo, ker se nimajo zadostne količine svetlobe. Izraz za rastline, za katere mi uporabljamo zimzelene, pa je izraz vedno zelene. To so rastline, ki so olistane oziroma imajo iglice ali liste preko celega leta in odpadajo posamično, nikoli pa vse hkrati, kot so marsikateri listavci in pa, kot že omenjeno, večina iglavcev. Evo, pa smo ujeli tempo, ki je bil pripravljen do sedaj. Se pravi, ena od večjih zadreg je, kako poimenovati prsti po svetu. Zdaj, ne glede na to, da smo za začetku izgubili malo časa, bi vas jaz vseeno prosil za nekaj sodelovanja.
imeli boste možnost vnosa nekaterih ključnih besed preko orodja Mentimeter. Edino, kar potrebujete, je vaš pameten mobilnik in sposobnost ali pa možnost skeniranja QR kode. To je najbolj enostavna pot in seveda dostop do mobilnih podatkov. Torej, vkolikor imate to, bi vas lepo prosil, če posnamete QR kodo, kjer vas bo preneslo na stran, kjer lahko vnesete po lastni izbiri do 5 izrazov, za katere so za vas pomembni, ključni za poimenovanje prsti po svetu. Lahko je to 1, lahko je do 5, če se boste spomnili več izrazov, greste lahko ponovno na to aplikacijo in ponovno vnesete novih 5 besed. Lahko so to izrazi, s katerimi poimenujete prsti po svetu pri pouku, lahko so tiste, ki se jih spomnite iz vašega izobraževanja, lahko ste se z njimi srečali pri potovanjih, pa jih boste vnesli, lahko jih poznate tudi iz drugih jezikov, po želji, kar vam pade na pamet. Pa bomo mogoče rekli v nadaljevanju nekaj o tej temi. Rezultate bomo lahko spremljali v živo, kar ste vnesli. Nekaj časa bo verjetno za počakati, pa se bo začelo generirati. Pa se bomo vrnili nazaj na to tematiko, zato da ne bomo izgubili časa, bom jaz potem priklopil nazaj, pa se bom povedal, kaj ste vnesli. Med tem pa jaz se osredotočil na samo problematiko poimenovanja prsti po svetu. Vem, da so s tem težave, vem, da je marsikomu to v nekem smislu precej sito, ampak tole je en izrez iz enega od poglavij iz obče geografije, kjer je govora o prstistušnih, torej stepskih zmernih toplih območjih. Navedene so tako imenovane najpomembnejše skupine VRB ali WRB razvrstitve prsti, kjer so označene 3, recimo temi tipi ali skupine prsti. Kastanozemi, črnozemi in feozemi. Nad tem je predstavljeno, ker se mi je zdelo to korektno, tudi dosedanje poenostavljeno poimenovanje, tako kot se nahaja v učnem načrtu oziroma v predmetnem izpitnem katalogu. In tam je napisano, da v tem območju se nahajajo črne, sive in kostanjeve prsti. Obkrožena je beseda črne. Če si pogledamo, kaj je napisano v predmetnem izpitnem katalogu, je med drugim napisano, da učenci prepoznajo, razložijo in ovrednotijo nekaj značilnih tipov prsti po svetu. V oklepaju napisanih torej kar nekaj teh skupin ali tipov in eden izmed njih je tudi črna prst. Pa si pogledamo, kaj je črna prst. Zagotovo, in sem prepričan, da je bilo pod tem izrazom mišljen črnozem, črnozem, stepska ali prerijska črnica, karkoli že. Ampak črna prst je tako zelo splošen izraz, ki tako zelo nedefiniran. Izraz za karkoli sem uporabil na mesto tega, torej stepska črnica, prerijska črnica, tudi črnozem ali črnozem boljše opiše prsti, ki so tule na sliki, ali pa prst, ki je tule na sliki, kot pa izraz črna prst. Če se samo sprehodimo v Slovenijo, prsti, ki so v Sloveniji izrazito črne, so najpogosteje renzine. Tule so 2 primera, ki sta izrazito črna. Med črne prsti sodijo tudi, recimo, organo-mineralne prsti, ki se nahajajo na Ljubljanskem barju, ponekod na Pokljuki, ponekod na Pohorju. Potem so tu šortne prsti, ki jih poznamo iz visokih barij tudi na Pokljuki, tudi na Ljubljanskem barju. Potem so črni, lahko tudi izrazito črni, tudi tako kambične prsti, se pravi naše najbolj prsti, ki so za kmetijstvo daleč najbolj primerne. Potem so črne barve tudi rankarji na Pohorju.
nekateri tipi bolj razvitih rencij, ki sicer se že uvrščajo v rjave renzine, pa so čisto črne. Tudi naše obrečne prsti in nekatera kamnišča so povsem črna. Če se sprehodimo pa še po celem svetu, pa ugotovimo, da so tudi nekatere peščene prsti lahko izrazito črne, vertisoli, ki se nahajajo, recimo največjih je v Indiji, najbližje nam so pa po stari klasifikaciji smonice v Vojvodini, potem so tudi izprane prsti, so lahko po vsaj določenem delu povsem črne, tudi nekatere zaslanjene prsti, poglejene prsti in tudi vulkanske prsti so lahko povsem črne. Se pravi, črna prst je nekaj tako nedefiniranega, da se mi zdi, meni tak izraz, že to, da je zapisan v predmetnem izpitnem katalogu, močno sporen, kajti dejansko nič ne pove. Cel kup prsti na svetu je črnih, ne glede na to, da seveda velika večina od nas, zato ker je šlo v sklop obravnavane stepe, verjetno misli, da gre za črnozem. Vendar je takšna poenostavitev zgolj na črno prst za moje pojme veliko preveč poenostavljena, nestrokovna in si lahko smem dovoliti izraz v bistvu celo napačna, ker je enostavno ne zdrži. Zdaj, kako pa jih vseeno poimenovati? Ena izmed rešitev se ponuja v tako imenovani, kot že ena WRV klasifikaciji, ki obravnava prsti po celotnem svetu. To ni namen, da je zdaj predstavim klasifikacijo, daleč od tega, da bi se jo vam skušal naučiti, oziroma da bi se zapomnili principe, na kakšen način se te prsti sploh poimenuje. Ključna stvar, ki je za mene pomembna, je, da je to orodje bilo eno izmed glavnih namenov je, da so se o prsteh lahko znanstveniki pogovarjali, ne glede na to, iz katere države oziroma iz katerega jezikovnega območja prihaja. Se pravi, narejena je bila s namenom, da bodo znanstveniki lahko komunicirali med seboj, res je, da prvenstveno znanstveniki, da bodo lahko predstavili prsti iz svojega območja kolegom iz drugih držav, ki seveda ne poznajo izrazov iz naših krajev in tudi ne poznajo tipov ali skupin prsti, ki se pri nas nahajajo. WRV je bil opredeljen kot neke vrste lingua franca. Zdaj, verjetno velika večina od vas ve, kaj je to lingua franca, da je to nek umetni jezik, frankovski jezik, jezik v bistvu zahodnjakov, ki je bil kombinacija predvsem italijanščine, francoščine, pa tudi deloma še latinščine, grščine, z arabskimi izrazi, pa portugalščine in so jo govorili po dolga stoletja po celotnem Sredozemlju. Namenjeno pa temu, da so, ker je bilo tukaj veliko ljudstev, plemen, vsak je govoril svoj jezik, so se nekako uspeli sporazumevati s tem frankovskim jezikom ali z lingua franco. Predvsem en izmed glavnih namenov je bil seveda, da so se z njim sporazumevali trgovci, poboščaki, deloma tudi vojaki. Se pravi, lingua franca je jezik, ki nam olajša komunikacijo, še posebej med ljudmi, ki ne govorijo istega jezika. Torej, gre za nek tretji jezik, različen od materinega jezika. Takšnih primerov poznamo zelo veliko. Eden izmed takšnih lingua franca lahko označimo tudi srbščino v bivši Jugoslaviji, ruščino v celotni vzhodni Evropi, francoščina je bila dolga leta jezik diplomatov. Danes vse te jezike v glavnem nadomešča angleščina oziroma njen pidgin English, kot je beseda nastala iz pompačenke, kot so Kitajci poimenovali biznis. Danes je angleščina kot taka jezik sporazumevanja vdrla v vsa področja in seveda tudi v znanost. Znanost je nekako prevzela angleški jezik in seveda praktično vsi kongresi svetovni, pa naj bojo za osnovne, srednje ali seveda za raziskovalce na univerzitetnem nivoju potekajo v angleškem jeziku. To pa ni povsem nova stvar. Lingua franca v znanosti je uvedel že tale gospod, že po videzu zgleda, da je precej starejšega datuma, je tudi oče taksonomije in ekologije in je tisti, ki je izumil moderno binomno nomenklaturo, kar je zelo strokovno povedano, to, da imajo vsa živa bitja na svetu
v bistvu je njihovo ime sestavljeno iz dveh delov. Torej, gre za tako latinska imena, ki ga sestavljajo prva je beseda rodu, kateremu posamezen organizem pripada, in drugi del je vrsta. To je seveda izumil Karl Linné, seveda ni izumil, ampak je to upeljal, in od 18. stoletja naprej imamo v botaniki, če se želimo pogovarjati, ustaljeno prakso uporabo neke vrste latinščine. Danes so te izrazi lahko tudi vse prej kot latinski, ampak v osnovi so dejansko zares bili latinski. Ko imam vsako leto Erasmus študente, ki pridejo iz celotnega sveta v okviru Geography of Slovenija in jim predstavljamo osnovne značilnosti Slovenije, sem seveda zadolžen za prsti in rastlinstvo. Kako študentom, ki prihajajo iz Kitajske, Koreje, Francije, Španije, razložiti nekaj o rastlinstvu, kot seveda je nemogoče, da bi zdaj spoznal izraze za rastlino, ki je pred nami v vseh jezikih, nekateri so popolnoma nenavadni in nam tuji, seveda je edina možnost, da seveda uporabljam izraz v latinščini, da gre seveda v slovenščini za črno jevšo, ampak črna jevša nihče izven naše države ne bo razumel, mogoče kateri od slovanskih narodov, večina bo pa, če jih vsaj približno zanima ta tematika, razumelo, da gre za drevo, ki se mu po latinsko reče v latinščini binomno Agnus glutinosa. In podoben vlogo si je izboril WRB v svetovnem proučevanju prsti. Klasifikacijskih sistemov državnih je približno toliko, kot je držav na svetu, pa mogoče še kakšen več. Vsaka država uporablja svoje poimenovanje, svoj sistem in svoj način. Samo največje države, ZDA, Rusija, deloma tudi tiste države, ki so imele kolonije po celem svetu, kot so Francija, deloma tudi Velika Britanija, Španija, poznajo izraze, torej imajo udomačene izraze za prsti, ki niso iz njihovega domačega okolja. Večina klasifikacijskih sistemov pa tega ne pozna. Skrajni levi je estonski, sledi poljski, madžarski in potem naš. Te stvari je nemogoče spraviti, saj v nekih teh domači nomenklaturi, na isti imenovalec. In WRB je v nekem smislu skušal to oviro preskočiti. Kako premostiti poimenovanje, da bo nekako enotno. Prvi so se sicer tega lotili v ZDA, ki so uvedli tako imenovane US Soil Taxonomy, kjer so si pa izmislili popolnoma nova imena. Imena, ki so praktično za nas, ki imamo v ušesu, ki smo neka vsaj približno uveljavljena imena, so za nas povsem tuje. Ta klasifikacija se v Evropi in v marsikaterem delu sveta ni prijela, čeprav se jo Američani striktno uporabljajo, medtem ko je danes eden od glavnih načinov sporazumevanja, predvsem kot že rečena WRB, kratica World Reference Base for Soil Resources, gre za, če to prevedem malce bolj prosto, gre za mednarodni klasifikacijski sistem za poimenovanje zdaj tal ali prsti, ker bomo enotni, in tudi potem še vsega naprej, kar se tiče samih legend. Zgodba je sicer precej stara, sega v prve ideje so bile konec 60-ih let, da bi naredili nek poenoteno poimenovanje, naredili so prvi zemljevid prsti Afrike in tudi legendo, v katerem so bila vsebovana imena. Ta ideja se je potem širila, šla na celoten svet, so to nekako razširili. WRB izraz, ki ga se danes uporablja, pa je prvič prišel na plan leta 1992 in doživel konec 90-ih let svojo prvo izdajo. Išli sta še dva recimo prenovljeni različici. 2.6 je pomembna zato, ker izključi podnebje kot glavni razlikovalni dejavnik med skupinami prsti, torej v nekem smislu izloči tako imenovane klimozonalne ali klimoconalne in aconalne prsti. Tretja, ki je pa zdaj posodobljena, je pa tista, ki je zdaj od 2004 že kar nekaj časa v veljavi in nič ne kaže, da bi dobili kakšno novo različico. Bodo prišli neki drobni popravki, kakšen dodatek, v glavnem pa klasifikacija je že kar precej dobro postavljena. Samo za intermezzo v letu 2018-19 dobimo tudi slovenski prevod te
klasifikacijo uradno in se slovenski prevod med redkimi 5 pojavlja tudi na uradni strani FAO. Zakaj so beletnici, 2018 je šla digitalna različica, 2019 pa tiskana malce z zamikom. Še enkrat, moj namen ni danes, da vas podučim o tej klasifikaciji, ker je za to ni časa. Drugič, mislim, da sama klasifikacija kot taka nima v srednji šoli kaj početi, ker je prezahtevna. Je pa pomembna zato, ker vpeljuje nekatera imena za poimenovanje prsti po svetu. In ta so marsikdaj precej uveljavljena ali se slišijo koliko toliko domače, res pa je, da vpeljala tudi nekatere nove. Teh skupin poimenovanja je kar precej. Tudi tukaj jaz ne mislim razlagati, kaj in kako in zakaj, samo na nekaterih primerih nekaj poimenovanj o prsteh po svetu. Prsti, ki so tule označene, so tiste, ki se pojavljajo tudi v Sloveniji, bolj ali manj pogosto, in njihova slovenska imena, ki so tule napisana zraven. Naša klasifikacija in ta svetovna nista povsem usklajeni, da bi kar avtomatično prevajali ene tipe v druge. To samo za vtis. Nekaj primerov. Črna prst, o kateri je bilo prej govora, jo sicer mi vsi poznamo kot črnozjom, ker beseda izhaja iz ruščine, ta zem se v ruščini izgovarja kot zjom, ker pa je v ozadju angleščina, je uradni izraz za ta tip prsti, se pravi debele, stepske prsti za veliko organske snovi, ki so zelo z veliko biološko aktivnosti, so črnozemci. O tem poimenovanju na koncu še nekaj podrobnosti, ampak ali bomo mi to imenovali črnozemi ali črnozjomi, ali bi celo se odločili, s čimer se ne strinjam, za izvorni izraz, ki ga sicer WRB zahteva, je vsekakor bistveno bolj natančno opredeljuje, za kateri tip prsti gre, kot pa samo črna prst. Tudi nekateri drugi izrazi, ki so v WRB, so precej uveljavljeni. Dvomim, da kdo izmed vas še ni slišal za podzol, te recimo vizualno najbolj pisane prsti, ki so lahko od črnih, belih, rjavih, rumenih v istem profilu, torej morfološkem pogledu, kjer poteka zelo intenzivno preperevanje, ki so značilni za hladna, vlažna območja. Beseda izhaja iz ruščine, iz besede zola, kar pomeni pepel, in pot, kar pomeni spore, torej da se to površje pojavlja tak izbeljen horizont. In podzole imamo tudi v Sloveniji, jaz mislim, da smo s tem izrazom vsi bolj ali manj seznanjeni in nekatere zelo tradicionalne izraze so se ohranili tudi v WRB-ju. Nekateri so samo malenkost spremenjeni in vkolikor recimo poznamo malce izrazoslovja, lahko hitro na podlagi tega ugotovimo, za kakšne prsti gre. Torej, histosoli so prsti, ki imajo nadpovprečno količino organske snovi, kjer se najpogosteje ta organska snov pojavlja kot šotna. Lahko bi to imenovali tudi šotne prsti. Torej, imamo nek ekvivalent približen za histosole. Medtem ko za zaslanjene prsti se je uveljavil izraz solončaki. Obstaja več tipov zaslanjenih prsti in solončaki je izraz, ki se uporablja zdaj po WRB-ju. Iz japonščine, kjer je zelo veliko vulkanskih prsti, torej prsti, ki so nastale na vulkanskih gradivu, se je uveljavil izraz andosol, torej ta drugi izraz, mogoče se bazava, drugi izraz izhaja, končnica se izhaja iz latinščine in pomeni zemljo, tla ali prst. Prvi del pa vidimo, da je iz japonščine in tudi v japonščini to dejansko pomeni črna prst. In na japonskem so daleč najbolj črne prsti tiste, ki so nastale na vulkanskem gradivu, pomešane z vulkanskim pepelom. Recimo ena izmed bistvenih sprememb, ki jo prinaša WRB, pa so tropske prsti, kjer se pod površjem pojavlja laterit. Tudi z lateritom je bilo v preteklosti kar precej, saj jaz mislim, napačnih interpretacij. Torej, laterit je samo en sloj v teh prsteh in za moje pojme edini ustrezni izraz bi bil laterit, ne prsti ali prsti, v katerih se pojavlja laterit,
kajti kot že rečeno, laterit je samo tisti ta marogast del, ki če ga izpostavimo zraku ter sončevi svetlobi, nepovratno okamni, otrdi. Po WRB klasifikaciji se temu lateritu sedaj imenuje plintit in iz tega, ker izhaja iz grške besede za opeko, in so tudi te prsti, v katerih se pojavlja lateritni horizont, potem imenujejo plintosoli, ki so lahko v različnih pojavnih oblikah in ki je lahko marsikdaj tudi gradbeni material. Še vedno smatram, da je nujno potrebna določene vrste poenostavitev in absolutno nisem za to, da bi bilo treba celotno WRB klasifikacijo kar takšno enostavno prenesti v šolsko rabo in da bi morali tako učitelji kot dijaki ali učenci poznati že tistih 32 najbolj osnovnih skupin prsti in mislim, da za geografijo v nekem smislu preveč. Ampak njihovo poimenovanje, glede na to, da ga je stroka sprejela, pa ne govorimo samo o geografski stroki, ki zdaj na tem nivoju poučuje o prsteh na svetu, tudi na univerzitetnem nivoju, sprejela je tudi pedološka stroka, gozdarska stroka, agronomska stroka, vsi tisti, ki se ukvarjajo s prstmi oziroma s tlemi, so nekako prevzeli za poimenovanje prsti ali tal v svetu, WRB klasifikacijo in jaz menim, vsaj do določene mere, bi jo lahko povzeli tudi v osnovnih oziroma srednjih šolah, koliko je to smiselno. Se pa ne morem strinjati, da uporabljamo tako poenostavljene, če rečem trivialne izraze, kot so črne prsti. In tukaj se v nekem smislu zahvaljujem Mladinski knjigi, da je imela toliko razuma, da je dopustila, da se vsaj ti izrazi začnejo pojavljati, da se začnejo počasi uveljavljati, ne tako, da zdaj to naenkrat vse zamenja, pa zdaj morate, tako kot se do zdaj učili, ni v redu, ker še vedno sta obstoječi učni načrt in predmetni katalog veljavna in tam so zapisani ti izrazi. Zato so v tem učbeniku dejansko dvojno poimenovanje, kjer se da povleči te vzporednice. Kot že rečeno, sam klasifikacijski sistem je preveden v slovenski jezik, gre za precej debelo knjigo, dolgo 300 strani in jaz sem prepričan, da je seveda absolutno prezahtevna za kakršnokoli prenos v srednješolsko rabo. Vendar pa nek poenostavljen del, samo en manjši del, predvsem kar se tiče poimenovanja, pa mislim, da bi s časoma lahko zamenjal za moje pojme kar precej ponesrečene izraze. Res pa je, da to s seboj povleče nekaj novega, recimo temu učenja in privajanja nekim novitetam. Nisem sicer s tem zaključil, rad bi vas opozoril še na nekaj stvari, ki se pojavljajo v učnem načrtu in predmetnem izpitnem katalogu, za katere jaz smatram, da so precej sporne. In jaz mislim, da jih marsikateri učitelj težko obvlada, medtem ko jih učenci še toliko težje. Eden izmed takšnih je, da dijaki in učenci na podlagi svetovnega gradiva prepoznavajo prsti v svetovnem merilu in v Sloveniji. Jaz sem prepričan, da če svoje študente, ki jih dejansko zares učim o tem, če jim dam 10 slik, pa moram na podlagi teh 10 slik ugotoviti, za katere tipe prsti gre, je to prvič za veliko stvari, je to nemogoče. Kajti iz slike se pogosto recimo ne da prepoznati vodnih razmer, kakšna je matična podlaga, ki je odločilna za to, kakšne prsti bodo nastale, torej takšna trditev kar malce prezahtevna. To pa da, in še enkrat, sem prepričan, da marsikdo, in tudi če meni daste sliko, je nemogoče vedno iz vsake slike razbrati, za kater tip prsti gre, ker je seveda slika bistveno premalo pove. In tudi, torej meni se zdi to absolutno neprimeren učni cilj, ki bi moral biti zapisan drugače, da se da iz slike prepoznati mogoče nekatere lastnosti in v nekaterih primerih mogoče tudi
recimo tip prsti, ampak v redkih primerih. Čeprav je tudi že v učnem načrtu zapisano, da po značilnostih poznajo nekaj skupin prsti po WRB klasifikaciji. Jaz s tem ne vidim v bistvu nič spornega. Spet prepoznavanje nekaterih tipov prsti po svetu, jaz mislim, da je to tudi v izpitnem katalogu, ki sledi iz učnega načrta, povsem nerealen cilj in kot rečeno tudi ta del, kjer so navedene prsti, bi bil v marsikaterih delih lahko bistveno bolj natančno opredeljen, oziroma bi se dalo najti tudi nek kompromis med tradicionalnim poimenovanjem, kot so kostanjeve prsti in kastanozemi, kar je neposredno povezano, kaj so pa sive sprane prsti, kaj so gorske prsti, kaj so rjave prsti, moram reči, da tudi meni ni prav zelo dobro jasno. Lahko uganjujem, ni pa to povsem razloženo. Kar me v nekem smislu moti, je, da je v učnem načrtu vedno napisano rastlinstvo in živalstvo, vendar o živalstvu ni nikjer, popolnoma nikjer nič napisano in večina učbenikov živalstva kot takega, razen s kakšno sliko savanske zebre ali pa slona, mogoče še kakšnega severnega medveda, da bi se pa kaj ukvarjali z živalstvom. Torej, dajmo se odločiti, ali bomo o živalstvu govorili ali ne. Če bomo, potem ne bo to tudi predmet proučevanja in ne bo ustrezno zastopan v učbenikih. Mislim pa, da nimamo geografa, ki bi bil resno se sposoben spopasti z geografijo živalstva. Tako resno, razen na kakšnih manjših poudarkih. Zelo pomembna je pri rastlinstvu, pa je zelo pomembna odvisnost podnebnih dejavnikov in toplotnih pasov, potem od samih bioklimatskih pasov. Tudi še enkrat, v učnem načrtu piše, da morajo dijaki prepoznati osnovne rastlinske in drevesne vrste. Jaz dobim praktično vse tiste, ki jih geografija zanima in ima v prvem letniku tudi določen del prepoznavanja rastlin na terenu. Danes sem se vrnil z terena, nima blage veze o tem. In jaz mislim, da tudi marsikdo izmed učiteljev, razen če se ljubiteljsko ali ga ta tematika res ne zanima, velike večine ostanemo na nekih 3-4 osnovnih vrstah, medtem ko vse ostale pa, kaj so tudi definirane osnovne rastlinske vrste, mislim, da je zelo problematično. Tule še nekaj iz izpitnega kataloga, ki ima, torej povzema enako, kar je bilo predstavljeno že prej. Kar bi jaz rad za nekaj smislu proti koncu ali za zaključek povedal, želel bi, da kadar govorimo o prsteh na splošno, da se uporablja množinska oblika. Množinska oblika zato, ker ko govorimo o prsti kot eni, je to neka točno določena prst, ki jo imamo, jo vidimo in ima določene lastnosti. Kadar govorimo o prsteh v nekem določenem pasu, vedno govorimo o celi skupini prsti, različnih tipih, različnih skupinah z različnimi lastnostmi. Zato je ta množinska oblika za moje pojme bistveno bolj ustrezna, kot pa govorimo o, da je v tropskem pasu ta in ta prst. Tam so cela paleta različnih prsti. Ne menjati humusa in organske snovi. Še tisto, kar me še bolj moti, je nekaj blizu zloraba izraza rodovitost. Prsti so po definiciji rodovitne. Nimamo nerodovitnih prsti, te prsti so pa nerodovitne. To je takrat, kadar jih mešamo ali zamenjujemo s primernostjo prsti za kmetijstvo, še posebej za komercialno kmetijstvo, tako, od katerega imamo recimo nek dobiček. In če tega dobička ni, potem so prsti nerodovitne. Prsti ne morejo biti nerodovitne, kajti sicer ne bi bile prsti. To je njihova osnovna in temeljna značilnost. Res pa je, na nekaterih prsteh kulturne rastline bistveno slabše uspevajo kot drugih, ali pa na nekaterih drugih prsteh. Neke prsti, ki so preko celega leta zamrznjene, bodo težko dale dober pridelek žit, kot pa je dajo prsti stepskih območij. In so samo niz, težko rečemo, da so zdaj ene prsti bolj rodovitne od drugih. Neki borovci, smreke, jerebike povsem vrhunsko uspevajo tudi na takšnih prsteh, res pa je, da pšenica pa ne. In te prsti, recimo polarnih območij, so bistveno manj primerne ali pa neprimerne za nekatere določene vrste. Slanoljubne rastline uspevajo tudi na slanih rastiščih.
in ne moremo reči, da so te prsti nerodovitne. Z WRB klasifikacijo smo uspeli z recimo vodilno stroko s področja prsti, torej s pedologijo, nekako doseči tudi konsens glede izraza prst, tla ali zemlja. Da je to nekako vendarle sinonim, ki ga bodo pedologi nikako ne bodo uporabljali izraza prst, tako kot smo mi nismo navdušeni nad izrazom tla. Edino, kar se mi zdi pomembno je, in to se mi zdi zelo pomembno, da se dijakom oziroma učencem pove, da v Sloveniji obstajajo več izrazov, da obstajajo stroke, ki to imenujejo tudi tla in s tem ni nič narobe in s tem ne bo nihče umrl, če bo za to snov, ki jo mi obravnavamo, to imenoval tudi tla. Oni so vodilni in ta izraz je tudi v zakonodaji, je uradno sprejet in smo se uspeli dogovoriti, da nam recimo ne bodo več težili od izrazu za prst, da ga pač mi tako imenujemo, ga imenujemo dlje časa, v nekaj trenutku nismo bili dovolj prodorni in ga nismo uspeli uveljaviti, ampak da je naj bo izraz prst, tla ali zemlja, izraz nekega bogatstva jezika, ki za isto snov uporablja 3 izraze, ki pa so, milo rečeno, nobeden od njih ravno najbolj posrečen. Ampak imamo, kar imamo, in tudi, če nekdo za to uporablja izraz tla, ni s tem nič narobe. Ko obravnavate prsti, dajte se osredotočiti na tisto, za kar smo geografi in geografinje dobri. Ne se toliko osredotočiti na same lastnosti, na strukturo, teksturo, seveda so pomembni. Dajte se osredotočiti danes, zakaj so prsti pomembne, kako vplivajo na ostale dejavnike, kakšna je njihova vloga v ekosistemu. Pri samih razvoju prsti dajte več poudarkov na povezavi spet z ostalimi dejavniki, s podnebjem, s površjem, s kamninami, z vodovjem. Naj obravnava prsti ne bo golo naštevanje, ampak dajte jih vključiti v nek logični sistem, mogoče s tem, da so te prsti bistveno prizadete, z vidika degradacije, zato da so pomembne za pridobivanje pa pridelavo hrane, da imajo neke druge pomembno ekološko vlogo, oziroma tudi, ko govorimo o njih, dajmo povedati kakšno besedo o tem, kako jih obvarovati, kaj je vse tisto, kar jih ogroža, torej kakšna je degradacija, tudi ta, ki se pojavlja v Sloveniji. Torej, naj ne bo ta obravnava prsti zgolj neko naštevanje imen, ker konec koncev to niti ni tako zelo pomembno. Ampak je bolj pomembno, da za posamezna območja na svetu vemo, kakšni so tam približno neki dejavniki in kakšni končni rezultati. Podobno velja za rastlinstvo, dajmo se osredotočiti na posamezne dejavnike, ki vplivajo na rastline, kaj je tisto, kar je v okolju, mogoče tudi naravno ali družbeno-geografsko pomembnega, kar vpliva na celoten rastlinski pokrov. In tudi naj ne bo razporeditev rastlinstva in živalstva po svetu zgolj neko naštevanje in da se osredotoči na tropski pas, ki je prvi, pa vsi ostali so pa manj pomembni. Dajmo dati vsem pastorom enako možnost, da se o njih lahko pogovorimo. Eden izmed zelo pomembnih dejavnikov pri obravnavi je tudi biodiverziteta. Na koncu ta raznovrstnost našega planeta, ki iz leta v leto upada zaradi naših dejavnosti, se mi zdi zelo pomembna. Dajmo uporabljati terminologijo, ki nekako zdrži, ki nam bo v ponos, ne pa v posmeh drugih strok, ker jih v nekem smislu uporabljamo napačno in narobe. In tudi s tem učbenikom in tudi z atlasom, kjer sem bil vprašan za nasvet, v najboljši dobri veri in znanju, ki sem ga pridobil, sem skušal te stvari, o katerih sem zdaj nekako povedal, tudi upoštevati. Torej, pri poučevanju tematik, o katerih je bilo danes govora, je moje glavno vodilo to, da ne bodo korektne, terminološko neoporečne, da ne bodo v nasprotju z ostalimi strokami,
ne bodo v skladu z najnovejšimi dogajanji, pa to ne pomeni, da jih je treba vsake 2 leti spreminjati, ampak da zdržijo nek daljši časoven okvir, ki, kot že rečeno, bodo poudarili tisto, v čemer smo v bistvu zares dobri. Vprašanje? Ja. Torej, jaz sem dobil tole vprašanje, kaj je bolj pravilno? Rjava kista prst oziroma podzol ali siva kista prst oziroma podzol? Jaz ne vem, torej, najprej, če smo to, kar sem jaz povedal danes, ne, jaz si lahko predstavljam, kaj je imel avtor teh 2 izrazov, torej rjava kista prst in siva kista prst v mislih. Rjava kista prst je po slovenski terminologiji proučevanja prsti, gre za izprane prsti. V mednarodni klasifikaciji gre za tako imenovane lubisole, latinsko luere pomeni izpirati, se pravi, je v bistvu sinonim, ki ima tuj, torej latinski koren, in rjave izprane prsti bi redko lahko opredelili kot podzole, sive pa recimo, da lahko, čeprav je spet, to je pa zdaj moje mnenje, ne prvi, ne drugi izraz za to ni primeren, kajti kot če zdaj pokažem, če grem malce nazaj, pa se bom, ker imam ravno sliko podzolov, to je, no, še malo, trenutek. Ta barva je lahko tudi bela, povsem bela, podzoli so izjemno čudovitih barv, to so za moje pojme barvno najbolj fascinantne prsti, ker se v enem samem profilu, ki je tule na ogledu, pojavi 3, 4, 5 povsem različnih in to zelo kontrastnih barv. In takšno prst, kjer se pojavlja črna, bela, siva, temnorjava, rjavkasto rjava, celo rdeča, lahko povsem bela ali dejansko tudi samo siva, jih imenovati kot sive izprane prsti se zdi meni res neustrezno. Ker siva barva v teh ali teh prsteh se praktično ne pojavlja in si bo nekdo zelo težko predstavil, kaj je to siva izprana prst, pri čemer se pri vseh, kot vidite, pojavlja tudi izrazito črn humusni horizont in spodaj pri vseh izrazito rjavkast, celo rdečkast horizont in označiti take prsti z eno samo barvo se mi zdi pač nekorektno. Je pa po terminologiji, ki trenutno je v veljavi in je v učnem načrtu in tudi v piku, so rjave izprane prsti po naši terminologiji zares samo izprane. Ko se pa to izpiranje prestopi še eno močnejšo fazo, torej da ta izpran del postane del ali povsem siv, bile pa to sive izprane prsti, recimo subpolarnih območij. Tem, ko se izprane rjave pojavljajo recimo na zelo velikih površinah, tudi v Sloveniji in marsikje pa praktično povsod po srednji Evropi. Upam, da sem odgovoril na vprašanje. Ampak kdo še kakšno vprašanje? Če imam odprtem v parčetu ni nič, tle so questions and answers. Kot je napisala Eva, jaz sem osebam, ki so zadolžene v zdaj bližnji prihodnosti ali v zdajšnjem času za spremembe učnega načrta, poslal podrobno vse pripombe, ki so trenutno v učnem načrtu napačne, ki so za mene terminološko sporne, ki so preveč površno v negativnem smislu zapisane in dal tudi predloge. Nisem pristaš tega, da bi morali univerzitetno znanje kar v enem koraku ali pa v enem paketu vse predstaviti v srednjo šolo. Takšno znanje je treba prilagoditi srednji šoli. In verjamem, da so pred 12-13 leti pisci učnega načrta imeli vse najboljše v mislih. Ni to kritika trenutnega učnega načrta in predmetnega izpitnega kataloga, da se ne bi nekdo zdaj počutil užaljenega. Ampak stvari so med tem šle naprej in v trenutnem učnem načrtu se zrcalijo
razmere, ki so, recimo predvsem terminološko, veljale v geografiji še 30 let nazaj. Pa so že v času, ko je bil trenutno veljaven učni načrt pisan, bile že zastarele. Ampak se jih je enostavno preneslo. Zdaj, ali bo nekdo to upošteval ali ne, jaz sem skušal narediti to tematiko sprejemljivo za srednjo in osnovno šolo, predvsem nekatere teme, ki so danes ključne, kot je degradacija, kot sem prej povedal, funkcije prsti, njihova vloga v ekosistemu, kakšne ekosistemske storitve so pomembne, da bomo znali vrednotiti, zakaj jih imamo, zakaj sploh imamo prsti, je zelo pomembno vprašanje, ki bi ga pa morali poznati tudi srednješolci. Že osnovnošolci vedo, da pač so pomembne zato, da na njih rastejo rastline. Super. Ampak je njihova vloga še bistveno večja. Da ne bi imeli antibiotikov, če ne bi imeli organizmov, torej gljiv, ki živijo v prsteh. In takšna informacija po mojem zelo pomembna, da to ni samo nekaj umazanega pod našimi nogami, skrito in ker ne vidimo, ker pač daleč od oči, potem tudi daleč od srca. In nekatere te stvari bi morale biti danes tudi na malce drugačen način napisane. Dej, ali bojo ustvarjalci upoštevali ali ne, bomo pa videli. Jaz bom še, nisem pozabil, samo še toliko, da vidim, ali ste kaj vnesli ali ne, sam trenutek. Tale, kjer je ga bom posodobil, tale je zdaj neke vaše aktivnosti sicer. Aha, pa je, no, evo, jaz sem uspel odkriti. Izrazi, ki ste jih napisali, zagotovo v nekem smislu so vsi povezani s prstmi. Če samo tisto, o čem je bilo govora danes, da sta črnica in trinoziom z naskokom boljša izraza kot pa črna prst. Črna prst je izrazito slab izraz, ki so se mu že pred recimo 50 leti tisti, ki so se ukvarjali s to tematiko, začeli izogibati, zato ker barva ni edini razlikovalni znak. To je zelo pomembno in kot vidite tudi pri zdajšnjih poimenovanjih se barva še vedno nekje skriva zadaj. Tudi pri kastanozemih, v kostanjevih prsteh je to še vedno neka svetlejša rjava barva, kot pa je bila pri črnozemu. Da so nekatere prsti poimenovane na podlagi s tem, v kakšnem okolju so nastale, kot so puščavske prsti, da imam pa že večji pomislek recimo Stera Rossa, ki je v bistvu nekaj smislu rdeča prst, ki je rdeča lahko zaradi marsikaterih razlogov in imamo samo v mislih recimo to našo kraško, ki pa prvič se ne nahaja samo na Krasu, ampak jo imamo tudi na Dolenjskem po Beli krajini, in pa če bi jo se vprašal, katera tip prsti je na Krasu pač najpogostejši, je Stera Rossa šele nekje, oziroma ta jerovica, jerina, kako jo imenujemo, šele na kakšnem tretjem, bolj verjetno pa četrtem mestu. Daleč od tega, da bi bila recimo tako res ekstremno. Res pa, da je pomembna zaradi pridelave vina, kar je pa tudi ni nezanemarljivo. Pravi, da je to vse. Se pravi, da je to vse? Ja, da ni več vprašanj. Torej, jaz se vam zahvaljujem za vašo. Tudi vprašanje, ali ni pik že posodobljen in ima vse povedane izraze že v veljavi? Ja, po naši reakciji so ga lani predlani. Ja, zdaj je pa, to je prvi korak, da so te izraze zdaj nekako v nekem tem formalnem delu sprejeti, zdaj treba narediti pa še en korak naprej. Treba je počasi te izraze tudi v nekem smislu posvojiti. Ne bo enostavno, vem, da ni enostavno. Naučiti se 10 novih izrazov je sorazmerno lahko zahtevno, še posebej, če si potem zelo težko kdo kaj predstavlja. Če ima kdorkoli potrebuje kakršnokoli informacijo
v povezavi s prstmi, njihovem poimenovanju, proučevanju, poimenovanju, obravnavi, kadarkoli, ampak res kadarkoli, se lahko obrnete name, brez težav me kontaktirate najlažje preko naslova elektronske pošte ali katerega koli drugega družabnih omrežij, ki jih imam. Bom vaše sporočilo sprejel, se bom nanj resno odzval in vas skušal pri tem pomagati. Zdaj, učil ne bom namesto vas, ampak v pomoč se vam pa vedno. Smatram to kot nekaj smislu svoje poslanstvo. Poučevanje na fakultetnem nivoju si jemljem tudi kot nekaj smislu dolžnost, da to znanje nekako ustrezno in primerno prenesem tudi v osnovno in srednjo šolo. In kdorkoli vidi pri tem kakršnekoli težave in ima tudi težavo s tem, kar sem povedal danes, se kadarkoli lahko obrne name, po dodatno gradivo, po zadljene tudi usmeritev, recimo, kje dobiti neko fotografsko gradivo o teh prsteh. Verjetno imam določeno mero znanja z tega področja in vas z največjim veseljem tja usmerim, vam pomagam z nasveti, zato sem in zato me izkoristite. Bravo, hvala. Spoštovani, čas je že pravzaprav potekel. Kolegu Blažu se zahvaljujem. Tudi na nas se lahko obrnete, kadarkoli hočete. Če sem na začetku povedal, da sem urednik, pa soavtor naših učbenikov, Milivoj Stankovič. Tako kot je Blaž rekel, se tudi jaz tam ga obračam vsakeč, ko naletim na kakšen dvom, kakšen pomislek in mi seveda na debelo in tudi z raznimi linki in povezavami pove, kako se stvari streže. In na ta način sva probala skozi vso to vertikalo urejati te zadeve, ki so bile zdaj rahlo nedodelane, no. Blaž se ni dotaknil razlik med vlažno savano pa visoko travno pa nizko travno, ker pač izhajata iz dveh različnih izhodišč. Takih odprtih dilem je v geografiji, kolikor hočete, ne samo na področju, ki ga on pokriva, tudi pri podnebju, tudi pri površju, tudi doktor Stepišnik nam pri stvareh pomaga, ker je tudi geologija in geomorfologija, kakor se sliši, stabilna veda, doživela ogromne hitre spremembe. Gotovo ste slišali, vsaj v naših učbenikih ni več pojma uvala, preprosto jih ni, so jih vrgli iz uporabe, ker je bil to nek tujek. Počasi se želimo, Logarsko dolino ne želimo nujno povezati z ledeniškim nastankom, ker ni ustreznih dokazov. Skratka, da skrajšam zgodbo, vsi naši kolegi, s katerimi sodelujemo, imajo res najnovejša znanja in mi ta najnovejša znanja želimo spraviti v naše učbenike. Je pa seveda problem, kot ga je Blaž zdaj opisoval, ko nekaj novega slišite, novega preberete, se najprej ustrašite, kaj pa je zdaj to, odkot je to prišlo, a to sploh drži, če v drugem učbeniku drugače piše. Vem, da imajo sestavljalci matur zaradi tega probleme, ker ne vejo, kako se stvari streže. Skratka, je veliko stvari za urediti in se mi zdi, da v sodelovanju z našim oddelkom, mi pač sodelujemo z ljubljanskim delom, geografske srednje, da počasi te stvari res počasi vpeljujemo v srednje šole in seveda tudi v osnovne šole. Za potrpljenje se vam zahvaljujem in če bo želja, kakorkoli se lahko še kadarkoli slišimo in kakšno rečemo. Hvala lepa. Hvala lepa in lep pozdrav.